Pozdravljeni. Situacija, v kateri se je znašla Scuderia Ferrari v sezoni 2020, je tudi posledica odločitev Sergija Marchiona. In danes si bomo skupaj skušali pogledati, kakšne so bile te odločitve in skušali razumeti, zakaj je sploh prišlo do take situacije. Na začetku bi rad poudaril, da ta prispevek je plod mojega razmišljanja, katero temelji na mojih izkušnjah in mojem znanju, ter marsikdo izmed vas, poslušalcev, se lahko tudi ne bo strinjal s povedanim. Nič napačnega. In seveda, Sergio Marchionne ni tisti glavni odgovorni za nastalo situacijo v Scuderiji Ferrari, ampak je, po mojem osebnem mnenju, eden izmed onih, ki so mnogo pripomogli k situaciji, ki jo gledamo danes. A da bi razumeli, zakaj je sploh Sergio Marchionne tako pomemben pri tem padcu, se moramo vrniti še malce bolj nazaj. Še preden je Sergio Marchionne stopil na sceno pri Ferrariju in seveda tudi v Formuli 1. Namreč Luca Cordero di Montezemolo je bil predsednik Ferrarija tam od leta 1991. Imel je tisto fantastično obdobje z Michaelom Schumacherjem. Zmagal je naslov svetovnega prvaka, nato s Kimijem Raikkonenom in seveda tudi leto kasneje med konstruktorji. A tisti delničarji, lastniki Ferrarija, so želeli ponovitev obdobja Michaela Schumacherja. In Cordero di Montezemolo je bil v velikih težavah. Nekako si je mislil, da s prihodom Fernanda Alonsa bi bilo to možno. In tu lahko vidimo tudi, zakaj je prišlo do tiste malce čudne poteze okrog Kimija Raikkonena, kateri je kljub pogodbi ostal brez sedeža. Fernando Alonso, če smo pravzaprav iskreni, je bil dokaj blizu temu, da bi izpolnil obljubljeno, najmanj v sezoni 2010 ter 2012. Čeprav njegov bolid, po mojem osebnem videnju, ni bil na nivoju konkurence. Treba je poudariti tam okrog sezone 2010 en pomemben odhod iz Scuderije Ferrari. Zapustil jih je Aldo Costa. Čez nekaj sezon se je preselil k Mercedesu. In mislim, da ni potrebno navajati, kaj je vse narisal pri njih njegovi bolidi od sezone 2014 pa do njegovega odhoda k Dalari, so zmagali naslov svetovnih prvakov med vozniki in med konstruktorji. Totalno njegova zasluga zagotovo ne, a dosti je pripomogel. Druga točka, katera je pripeljala do te situacije, ki jo vidimo danes, je bil podpis novega Concord Agreementa. V njem so tudi določili, kakšni bodo novi pogonski sklopi. Ker se Luca Cordero di Montezemolo pravzaprav ni zavedal, kaj podpiše, kajti ponudili so mu tisti fantastični bonus. In s tistim bonusom je delničarjem predstavil, kako je Ferrari pomemben ter kak uspeh je dosegel. Nekateri izmed vas bi lahko rekli, da je bila to premetena igra Mercedesa in po svoje je bila, a zavedajmo se tveganja, ukolikor bi to igro spregledali in ne bi podpisali tistega papirja. Koliko sredstev ter razvoja bi dobesedno zagnali v koš. Vsi mi navdušenci se spomnimo še dobro bolida Ferrari F14T. Bolid je bil izjemno neskladnih oblik in konec koncev na progi se ni pokazal za ne vem kako konkurenčnega, da sem izjemno prijazen. Treba je poudariti, da takrat se je tudi v ekipo vrnil Kimi Raikkonen, kar je bilo po svoje izjemno čudno. A pustimo sedaj to. Problem je bil nekje drugje.
Delničarji, lastniki skuderije Ferrari so nekako opazili, da zgodba, katero jim je prodajal Luca Cordero di Montezemolo, je bila daleč od resničnosti. Njihov razvoj je pešal, kljub temu, da so imeli ogromno denarja. In v tistem letu je Sergio Marchionne naredil čudež. Združil je Fiat ter Chrysler. In sedaj ni bilo druge možnosti, kot da temu čudežnemu menedžerju zaupajo še Ferrari. Luca Cordero di Montezemolo je na hitro po 23 letih zapustil svoje mesto, prišel je Marchionne, kateri je bil izjemno avtoritativen človek in kateri je imel rad Formulo 1. Čeprav bomo videli, da jo ni razumel pravzaprav dobro. Prvo zadevo, katero je naredil, je bila ta, da je odpustil vse. Ne odgovorne, temveč dobesedno vse. Oditi je moral Stefano Domenicali, katerega je v začetku nadomestil Marco Mattiacci in nato je prišel Maurizio Arrivabene. Stefano Domenicali po svojem se je izkazal s časom kot izjemno uspešen menedžer. Prevzel je Lamborghini, ga dvignil na določen nivo, sedaj ga je najela Liberty Media kot tistega glavnega zadolženega za Formulo 1. A bil je pri Ferrariju pred 6 leti. Nato že prej omenjena Tom Basis in Frey. Tista dva najbolj odgovorna za to, da F14 je bil pod pričakovanji. Sicer ne vem, kakšno je bilo razmerje moči v Ferrariju v tistem trenutku, a treba je povedati, da Tom Basis čez nekaj leti prišel dokaj visoko v FIA. Pat Fry, tisti malce sramežljivi inženir, je pa zrisal dve najbolj zanimivi Formuli 1 v zadnjih 2 sezonah. Govorimo o McLarenu MCL34 ter Renaultu RS20. Seveda nista dragulja, ampak izjemno spodobna bolida. Treba je povedati, da so odpustili tudi Marmorinija, znanega motorista, kateri je pa opozarjal, vsaj tako navaja v intervjujih, da tisti prvi pogonski sklop turbohibridne dobe pri Ferrariju zaradi kompromisov ne bo dober. Treba je poudariti še kar nekaj odhodov, kateri so bili bistveni. Seveda, po sezoni 2014 je Fernando Alonso zapustil Ferrari, prišel je Sebastian Vettel. Poleg Alonsa je Ferrari zapustil tudi Andrea Stella ter se preselil v McLaren, kjer je še danes in nekako pokriva področje športnega direktorja. Bistveno boljše, po mojem mnenju, kot Mix pri Ferrariju. A pustimo, gre za osebno mnenje. Treba je razumeti, da tisti cunami, ki ga je napravil Sergio Marchionne, je imel pozitivne in negativne posledice. Med tistimi pozitivnimi je ta, da so na površje prišli malce manj znani inženirji. Govorimo o Resti, Binotto, Gardelu, prišel je David Sanchez ter Lorenzo Sassi. Začeli so z delom že v sezoni 2015, smo videli velik napredek v primerjavi s prejšnjo sezono. Nato je prišla tista leto 2016, kjer niso imeli v bistvu kakih možnosti se izkazati, in nato smo prišli do ključne sezone 2017, kjer je odgovornost Sergia Marchionna največja. Govorimo o sezoni, kjer so v Ferrariju pokazali ta bolid. In govorimo o SF70H. To je zadnji bolid skuderije Ferrari, kateri je v bistvu vplival na razvoj konkurence in govorimo, da je vplival v veliki meri. Govorimo o bolidu, kateri je nekako zaukazal trend
širokih, dolgih, nizkih bočnih struktur z veliko podolgovato hladilno režo. In seveda govorimo o bolidu, kateri je imel tudi na vrhu izjemno veliko in, bom rekel, razdeljeno vstopno režo za zrak. Razumeti je treba, da ti novi inženirji so nekako razumeli, da ukolikor hočejo premagati Mercedesa, ga ne smejo izzivati na tistih progah, kjer je Mercedes najmočnejši, ampak morajo poskušati tam, kjer so pri Mercedesu najšibkejši. In spomnimo se forme Ferrarija, naprimer na veliki nagradi Monaka, na veliki nagradi Madžarske, kjer je Sebastian Vettel v bistvu zmagal, kljub temu, da je imel okvaro na krmilnem sistemu. In seveda, prišli smo do tiste velike nagrade Italije 2017. Zgodbo, katero sem že dostikrat omenil. Kot ste verjetno razumeli, zaradi svojega koncepta SF70H ni imel teoretičnih možnosti biti konkurenčen, še posebej ne ob tistih vremenskih pogojih. A to nekoga, ki je imel rad Formulo 1, a jo ni razumel, ni prepričalo. Namreč Ferrari v Monzi mora zmagati, tako si misli marsikateri navijač. In ni imelo smisla razlagati Sergio Marquinu, da je boljše točke dobivati drugje. Prišlo je do internih sporov, kar je vodilo v spet nek izjemno pomemben odhod. Odšel je James Allison. In kam je odšel? K Mercedesu, kjer je danes izjemno uspešen. Seveda v zadnji polovici sezone smo videli pravzaprav čudno dogajanje pri skuderiji Ferrari. Najprej tista čudna reakcija Sebastiana Vettela v Singapurju in nato nerazložljive okvare, kar se tiče pogonskega sklopa. Vsaj tako je moje videnje. Ekipi Formule 1 se take zadeve ne smejo dogajati. A pustimo sedaj to. Vidi se, da je prišlo do nekega spora med dvema strujama, kako naprej. In tu smo že videli, da je zmagala neka druga struja, katera je zagovarjala, da hočejo premagati Mercedes na tistih progah, kjer je Mercedes močen. Prišel je SF71H v sezoni 2018. Da bomo bolje razumeli, kako je prišlo do drugačnega trenda pri projektiranju, moramo primerjati rezultate z sezone 2017 ter 2018. Namreč, če smo videli SF70H, kateri je bil boljši od Mercedesa tam, kjer je bil Mercedes v bistvu šibkejši, bomo lahko videli v naslednji sezoni, da se je trend obrnil. Namreč, naprimer, na že prej citiranem Madžarskem so imeli pri Ferrariju minuto zaostanka. Čeprav je Sebastian Vettel, naprimer, zmagal veliko nagrado Velike Britanije. Na dobri poti je bil tudi na veliki nagradi Nemčije. In kako pozabiti tisti rekordni kvalifikacijski poizkus Kimija Räikkönena v Monzi. Nekako po željah Sergia Marquiona, čeprav smo videli, da potencial se je nekako porazgubil. Seveda, vsakdo izmed vas bo sedaj lahko imel določene pripombe, a govorim o načrtovanem bolidu, kateri je skušal premagati Mercedesa na njihovem področju, namesto da bi izkoristil, naprimer, šibkejše točke tistega projekta. A vseeno, trend se je nadaljeval, prišlo je do določenih sprememb. Treba je poudariti, da sredi leta 2018 nas je Sergio Marchionne žal zapustil. Težava je v tem, da je določene stvari nastavil, nihče od njegovih naslednikov pa ni imel poguma karkoli spremeniti. Videli smo prihod, naprimer, Charlesa Leclerca, videli smo nekam čuden odnos do Sebastiana Vettela, videli smo še bolj čuden odnos do Simoneja Reste, o katerem sem že govoril,
In videli smo, da bolid Scuderie Ferrari je ostal zvest tistemu konceptu, ki sem ga opisal, a rezultati so šli strmo navzdol. Nismo videli nekega napredka. Treba je poudariti še nekaj. Prišlo je še za časa Sergija Marchiona do odprtega spora z Lorenzom Sassijem, kateri je zapustil Ferrari in je odšel v Mercedes, kjer se danes ukvarja z komponento motorja z notranjim izgorevanjem v njihovem pogonskem sklopu. In lahko bomo rekli, da opravlja svoje delo dobro. In seveda malo metlo vodstvo Scuderie Ferrarija je privedlo do situacije, katero smo gledali tudi v sezoni 2020. Namreč, ker ni bilo nekoga z razumevanjem Formule 1 tam na vrhu, so inženirji delali sicer po svojih najboljših močeh, a v smeri, katera že na začetku ni bila ona prava. Treba je poudariti še neko zanimivost, katero marsikdo izmed vas je seveda videl, a lahko jo je kdo tudi spregledal. Sredi sezone je Scuderijo Ferrari zapustil inženir imenovan Giacomo Tortora, kateri je bil odgovoren za simulator. Preselil se je k Mercedesu, kjer je eden izmed glavnih inženirjev tiste druge faze pri projektiranju šasije. Namreč izkazalo se je, da tisti, ki so zapustili Scuderijo Ferrari, sčasoma sploh niso bili slabi inženirji, le zgleda, da so bili slabo vodeni. Daleč od tega, kot sem na začetku povedal, da Sergio Marchionne ne bi imel rad Formule 1, a ni razumel bistva. Ujet je bil v neke klišeje preteklosti, kateri pa sodobno in s tisto bodočo Formulo 1 nimajo nobene zveze. Namesto da bi vztrajali naprimer na konceptu iz sezone 2017, so hoteli povračati neko staro slavo z recepti, kateri so morda delovali v preteklosti, a smo videli, da ne vodijo nikamor. In seveda, sedaj smo prišli v neko fazo, kjer so imeli po izjemno močnem in avtoritativnem vodstvu nekoga, kateri sploh se ni ubadal s Formulo 1, in govorim o Louisu Camilleriju, kateri je odstopil in še danes pravzaprav ne vemo, kdo ga bo nasledil. Namreč težava je v tem, da danes Scuderia Ferrari rabi odločnega in človeka z velikim razumevanjem Formule 1, kar pa je izjemno težko. Pozeli smo tudi, ter o tem smo govorili tudi v drugih prispevkih, da najboljši kader, kateri je bil na razpolago, je odšel v druge ekipe. Torej, lahko bi rekli, da odgovornost Sergia Marchiona je bila orisana. Ni tisti glavni krivec, ampak je eden izmed tistih, ki so največ pripomogli k današnjemu stanju. A da si bomo iskreni. Če pogledamo malce tudi po drugih ekipah, bomo lahko našli podobne zgodbe. Namreč tudi Ron Dennis po sezoni 2007 je začel delovati praktično nekako po lastni presoji, katera je pripeljala McLaren v stanje, katerega smo videli do pred nekaj leti. Govorim, da po tistemu Spygateu se je Mercedes odločil iti na svoje, on si je želel nazaj tiste stare slave, podpisal je pogodbo s Hondo in vemo, do česa je to pripeljalo. A brez skrbi, tudi tisti njegov naslednik Zak Brown na začetku je delal iste napake. Potrebno je bilo nekaj sezon, da je sam razumel, da je bolje, da se odmakne od ekipe Formule 1. Dobil je dober kader in rezultate smo začeli videti. Seveda gre samo za nek oris in sam nisem toliko sposoben, da bi lahko sedaj tu ponudil kako dobro, pametno rešitev. A vseeno, kot sem povedal, gre za neko izhodišče, za neko začetno razmišljanje, o katerem bomo lahko diskutirali tudi v prihodnosti. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.